Pozdravljeni maturantje. Na tabli imamo poved, za katero moramo narediti strukturo, ki jo zasledimo v vsaki maturi in še za marsikoga predstavlja nočno moro, ampak boste videli, da sploh ni takega velikega problema, če le sledimo določenim korakom. Torej, imamo poved. Voda pade v vsej rečni širini, ki jo na vrhu prekinja le nekaj čeri, ter nepredstavljivo divje vre in buči, ko se ruši v skalno sotesko s stopnjastimi stenami, ki reko zožijo na komaj 60 metrov. Prvi korak pri strukturi je, da preštejemo povedke. To nam bo povedalo število stavkov in hkrati tudi število S-ov. In gremo. Torej, prvi povedek je pada. Drugi povedek je prekinja. Tretji povedek je vre. Četrti buči. Peti se ruši. In pa še šesti zožijo. Torej, prešteli smo 6 S-ov, zato vam predlagam, da si na desni strani kar napišete številko S-ov, da boste na koncu preverili, ali ste zapisali pravilno število. Drugi korak, obkrožimo veznike. To nam bo povedalo, ali bomo morali narediti S plus S ali S vlomljeno S. Torej, če bo priredni veznik, to pomeni, da moramo dati plus, če bo podredni veznik oziroma veznik odvisnika, moramo dati slash. Ok, prvi veznik je ki. Drugi veznik je ter. Tale in tudi veže dva povedka, vre in buči. Potem četrti veznik je ko in pa še zadnji veznik je ki. Kot vidite, so te vezniki tako priredni kot podredni. Torej, priredna veznika sta ter in. Podredni vezniki pa so ki, ko in še eden ki. V redu, tretji korak je, da najdemo glavni stavek. Ta mora stati najvišje. In kot vidimo, glavni stavek je tisti, ki nima veznika in to je naš prvi stavek. In lahko kar napišemo S. To je glavni stavek. Potem sledi veznik ki. To je veznik prilastkovega odvisnika, kar pomeni, da damo vlomljeno S. Ter nepredstavljivo divje vre. Zdaj pa imamo priredje. Tukaj pa zdaj vprašanje, ali bomo mi zapisali S zraven predhodnega stavka, ali bomo S dvignili v višino glavnega stavka. Gremo preveriti. Voda pada v vsej rečni širini ter nepredstavljivo divje vre. Torej, ta odvisnik bi lahko izpustili, zato moramo priredni stavek dvigniti v višino glavnega stavka, ker se nam nanaša. Ali pa z drugimi besedami, ta odvisnik je vrinjen, torej ga lahko izpustimo, kot smo ugotovili. Zato torej dvignemo S oziroma stavek v višino glavnega stavka. Ter nepredstavljivo divje vre, torej tale S se nanaša na vre, in buči, torej še eden priredni veznik, ko je veznik časovnega odvisnika, kar pomeni, da damo spet eno stopnjo nižje, damo slash, in pa še zadnji povedek oziroma zadnji veznik, pa je veznik prilastkovega odvisnika, torej damo še en slash, torej imamo odvisnike dveh stopenj. In to je to. In na koncu gremo še preveriti, če se število S-ov sklada s številom povedkov. Torej vidimo, 6 S-ov imamo, torej bo to v redu.